Lepo pozdravljeni ponovno v SBC-vem soočenju pred evropskimi volitvami, drugo tematsko soočenje. Danes pa tema delovna sila, trg dela in pa migracije, vsekakor teme, ki delijo Evropo in pa verjetno tudi naše današnje goste. Ponovno imamo predstavnike 7 list. Naj pa na tem mestu povem, da se je SD danes opravičil in smo njihovo opravičilo tudi sprejeli. Medtem ko očitno Levice in Gibanje Svoboda soočene, predvsem pa teme, ki jih obravnavajo, ne zanimajo tako zelo, zato smo jim naredili uslugo in smo se odločili, da jih do konca teh tematskih srečanj več ne vabimo in ne polnimo njihovih očitno zelo natrpanih urnikov. Torej, hvala vam, da ste danes prišli in da boste sodelovali v tej debati in da bomo ugotovili, kakšna bo migracijska politika v naslednjih letih v novi sestavi parlamenta. Torej, še enkrat pozdravljeni. Imamo danes tudi 2 aktualna evroposlanca, tako da bomo imeli malo več tudi izkušenj iz prve roke in začnemo kar z vami. Gospod Zver, vi in vaši kolegi ste glasovali proti Evropskemu paktu o migracijah in azilu. Zakaj natančno? Je problem število ljudi, ki jih moramo sprejeti, finančno nadomestilo, ki sledi v nasprotnem primeru in glede na to, da je vaš predsednik rekel, da bo morala biti nova koalicija nekoliko drugačna in nekoliko bolj uravnotežena tudi z desnimi strankami, ali se lahko zgodi, da se zgodi kakšna sprememba pri tem paktu v naslednjem obdobju? No, ta pakt je bil sprejet na zadnjem plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu. Jaz sem glasoval proti nekaterim določilom, ki ste jih že omenili lepo, bil pa sem za nekatera druga določila, ki so koristna. Zdaj je tako, kar se teh solidarnostnih kvot tiče, to smo že tradicionalno proti, tudi zaradi tega, ker mislim, da so obvezne, da ne bi smeli biti obvezne, če so obvezne, niso solidarne in tako naprej. Res je, da zdaj novi pakt ponuja več možnosti, lahko plačaš, lahko ga sprejmeš, lahko sodeluješ v operacijah in se ti tudi to šteje dobro. Ampak bolj pomembno je, da smo sprejeli pakt ali pa tiste dele pakta, ker je itak več dokumentov, ki govori, da mora biti registracija na začetku malo bolj jasna, da je potrebno tudi vračati nezakonite migrante. Skratka, znano je, da se mi zavzemamo že nekaj let, da mora biti Frontex močna organizacija, ne tako, kot je bila zamišljena v času Junckerja, ki je posponiral ustanovitev Frontexa pa okrepitev Frontexa kar za nekaj let, čeprav nas je takrat zelo skrbelo, kaj se bo dogajalo z ilegalnimi imigranti. No, skratka, kar nekaj stvari je, za katere je ta pakt bil nujno potreben, ampak kar nekaj stvari je noter, ki niso potrebne. In jaz mislim, da smo zamudili možnost, lahko bi dosegli večji konsens med političnimi skupinami. A veste, v tistih točkah, ki je bil sprejet, to niso bile velike razlike. Recimo 300 proti 270 glasov, tu približno se je kazala ta razlika med tistimi, ki so bili za in tistimi, ki so bili proti. Še enkrat pravim, zamudili smo večjo šanso, da bi dosegli neko soglasje, večjo politično soglasje in v tem primeru bi pakt še bolj veljal. Zdaj imajo države članice v nekaterih elementih kar 2 leti časa, da implementirajo te zadeve, nekaterih bodo to storile prej, praktično pa je pakt začel veljati, tako da jaz mislim, da bodo tudi države članice mogli med seboj bistveno bolj sodelovati, če hočemo zaustaviti realne valove migrantov. Gospod Grošelj, vi ste bili v večjih delih za. Torej, kakšna je ključna razlika, kaj ste vi podpirali za razliko, recimo od gospoda Zvera in njihove politične skupine? Ja, lepo pozdravljeni. Torej, treba se zavedati, da je ta pakt nastajal skoraj desetletje, oziroma celo malce več. Gre za kompromis, ki ni samo vezan na Evropski parlament, ampak tudi na svet EU. Torej, to, kar imamo, oziroma smo imeli na mizi, je bil minimalni skupni konsens, ki je bil moč ga ustvariti med 3 institucijami, se pravi med državami članicami, Evropskim parlamentom, pa v končni fazi tudi komisijo. Zakaj je pomembno? Začne en zelo pomemben proces, ki je ključen tudi iz mednarodno-pravnih obveznosti, ki jih imajo države članice, tudi zaradi našega notranjega evropskega pravnega reda, se pravi, začel bo ločevati dve kategoriji, se pravi tiste,
ki so migrante, ki so upravičeni do mednarodne zaščite in te obveznosti ima vsaka država članica in ločuje tiste, ki niso upravičeni in za njih predvideva tako imenovan pospešeni postopek ugotavljanja upravičenosti. Kar se tiče te obvezne solidarnosti, treba je vedeti, da gre to za tiste, ki so upravičeni do. Ne govorimo o tistih, ki niso upravičeni. Tukaj imajo države članice večjo prožnost pri samih postopkih. Te postopki, ki trajajo sedaj leta in tudi več, so zdaj skrajšani. Tisto, kar je še pomembno poudariti, je, da je notri predvideno tudi tako mehanizem kriznega odzivanja, se pravi v primeru, ko se država članica sooča s temi kriznimi razmerami. To gre predvsem za države, ki so na tako imenovanih zunanjih mejah Evropske unije. Torej, je pomemben korak, seveda ni pa zadosten, da bi lahko dosegli celovito upravljanje z migracijami, ker tukaj smo vendarle na eni strani imamo pač pritisk migrantov, ki so v različnih kategorij. Torej, tukaj rešujemo to, kdo je upravičen, kdo ni upravičen. Seveda pa to ne rešuje vprašanje, ki je pa vezano na to, da imamo v Evropski uniji vendarle deficit delovne sile, ki ga bo treba tudi verjetno naslavljati v določeni meri tudi z migracijami. Da gremo zdaj k dami, da damo še dami besede. Torej, vsekakor migracije so in bodo z nami, tako zaradi vojn v bližini, kot zaradi podnebnih sprememb, suš, poplav, vedno več območij na svetu, kjer je dejansko težko živeti. Lani je bilo dobrih 60 000 nedovoljenih prehodov oziroma vstopov, 96 strani Republike Hrvaške, kar je 84% več kot v letu prej. Kaj bi vi zagovarjali kot recimo europoslanka, v katero smer mora Evropa iti? Kot rečeno, migracije ne bodo šle stran, kvečem vsako leto jih bo več. Slišali smo, kot sta rekla oba, potrebujemo svežo delovno silo, ker je Evropa, kot radi rečemo, res zdaj stara celina. Torej, vaše stališče, kaj bi bilo najbolje v tem trenutku narediti, da bo za Evropo dobro, za njeno gospodarstvo, pa hkrati seveda varno? Kot sem že omenila, migracije so bile, so in bodo. Zapravo, kar moramo vedeti, je, kako upravljati z njimi. Pa tudi, koliko delovne sile nove sveže potrebujemo. Glede na to, da je stanje na trgu dela takšno, kot pač je, če bi zelo nasplošno govoril, vsak migrant bil dobrodošel. Prav je, kar je bilo sprejeto v Evropski uniji, da se govorimo zdaj o teh migrantih, ki nelegalno prestopajo mejo, ker so še drugi ekonomski migranti, recimo Filipinci, to je druga stvar. Prav je, da se čim prej loči pravi migrante od migrante, ki lahko ostanejo v Evropske unije, zato ker pač izpolnjuje pogoje, od tistih, ki jih pač ne rabimo, oziroma niso zaželeni, oziroma niso upravičeni do gostoljubja Evropske unije. Kar bi bilo pa potrebno narediti, to smo že slišali, sprejeli so, da bo čimprejšnjo dokazovanje, ali je upravičen do tega, da je prisoten v Evropski uniji ali ne. Integracija, čim hitrejša integracija. Se pravi, učenje jezikov, to je prva stvar. Jaz sicer zagovarjam veliko manjših sklopov, da bi se ne da jih imamo migrante skoncentrirane na eni lokaciji, ampak več manjših enot, predvsem v večjih mestih, ker se bolj izgubijo, pa tudi lažje integrirajo, pa čim prejšnji vstop v delovni proces, seveda. Gospod Stevanovič, zagovarjate, da bi se morala Slovenija mogoče nekoliko bolj samostojno odločati, ne jemati vseh politik Evropske unije tako rekoč zadano. Kakšno bi bilo torej vaše stališče? Slovenija ni ravno ciljna destinacija oziroma obljubljena dežela za mnogo migrantov. Večina tudi tistih, ki pride sem in prosi za azil, zelo hitro v nekaj dneh odide. Kaj bi vi zagovarjali? Kaj bi bilo najboljše za Slovenijo, tudi stališča trga dela? Deluje, da sem vas jaz našuntal, da me ravno na tak način to vprašate. Iz ekspozeja obeh europoslancev je popolnoma jasno, da imamo v Bruslu 8 dvigovalcev rok, ki bojo potrdili prav vse, kar jim bo ukazano. Zdaj je dejstvo 8, jih imamo do zdaj bomo imeli 9. Jasno je, da se oba strinjata z Evropskim migracijskim paktom, to, da je nekdo v določenih delih nasprotoval, vedoč, da bo EPP to sprejela, ne pomeni popolnoma nič.
Dejstvo je in največji problem vsega tega je, da se države, suverene države, pazite, svojim mejam, ne morejo suvereno odločati o migracijski politiki in pa o lastni delovni sili. To je norost. Slovenija ni bila nikoli udeležena v popolnoma nobeni operaciji, ki je sprožila te migrantske tokove in tega bremena ne rabi nositi. Ne moremo mi reči, da je Francija kot vodja operacije v Libiji sprožila migrantski val in bo zdaj migrante naselila v Sloveniji. Tudi to je norost. Druga stvar, ti migranti, kot ste sami povedali, ne želijo ostati tukaj. In gradnja vsakega migracijskega centra z namenom, da se jih tukaj zadržuje, je izključno vazalno upoštevanje bruseljske politike, obenem pa povzročanje jeze teh ljudi. V psihologiji množice, predvsem mladih borbenih moških, pa vemo, kaj to pravzaprav pomeni. In tega mi ne potrebujemo. Mi imamo torej 8 dvigovalcev rok, Natašo Pirc Musar kot predsednico, ki amnestira 3 tihotapce migrantov, zraven imamo pa pohlevno vlado, ki sprejme prav vse, kar jim iz Brusla reče. Se pravi, popolne škodljivce, ki delajo na škodo Sloveniji. In mi se proti temu borimo. Gospod Cigler Kralj, Italija, ki ima precej desno vlado, razmišlja oziroma se je že dogovarjala z Albanijo, da bi velik del teh prosilcev nekako zadržali že izven Evropske unije pred Schengenom. Je to ena od rešitev, torej da morda ta tok ustavimo, predno pride sploh do nas, seveda predno je pred nami so še kar nekaj držav, pa vendarle, da mogoče ta val ne pride čez celo Evropo, ampak da se zadrži nekje na obrobju v nekih migracijskih centrih, ali je to slabo in torej toliko ljudi na en kup dati popolnoma neasimilirano, neintegrirano, da je v bistvu še slabše? Dobro vprašanje. V našem programu glede reševanja migracij je ključno najprej, da razločujemo med legalnimi pa ilegalnimi. In ves ta pritisk ilegalnih migrantov je Evropo pravzaprav spravil v neko stanje, lahko rečemo, stiske in negotovosti in tudi strahu. Videli smo te vale, bili so močnejši, več se je o njih govorilo, zdaj se malo manj. Naš predlog, eden izmed predlogov za boljše upravljanje migracij je gotovo, da se dogovorimo z izvornimi državami, s tretjimi varnimi državami, recimo, kjer bi lahko bolje poskrbeli za te ljudi, lahko rečemo, v okviru njihove kulture. Zato, ker je trg kultur takšen, da vidite, da se ljudje potem pri nas, ko so prisotni ilegalni migranti, pa če to ni v redu upravljano, potem bojijo, a bo naš način življenja sploh še možen. Seveda pa legalne migracije mi potrebujemo za naš trg dela in cela Evropa pravzaprav ima tu velike manjke in velike težave pri tem, da se nam bo zgodilo, da v celotnem socialnem varstvu, dolgotrajni oskrbi, da ne govorim v zdravstvu, turizmu, gradbeništvo, kmetijstvo, kmalu ne bomo več imeli ljudi, ki bi želeli delati, in tu gotovo moramo malo bolj načrtno pristopiti tudi k iskanju teh profilov. Veste, kaj pa je tudi izziv za Evropo in za Slovenijo, ki naj bi to reševala v okviru seveda Evropske unije, bomo rekli umirjeno, ne z nekim razbijanjem pa sejanjem strahu, ampak realno. Izziv je, da mi teh tretjih izvornih držav z jemanjem samo najboljših kadrov tudi ne osiromašimo. To tudi ni v našem interesu, zato ker potem njim povzročimo velike težave pri upravljanju njihovih družbenih situacij. Tako da tu gotovo lahko in mora Evropska unija malo spremeniti svoj pristop. Idealno bi pa bilo tudi za omejitev ilegalnih migrantov, da damo signal, da bi podobno kot Avstralija, Evropska unija vsakega ilegalnega migranta, ki tukaj ni dobrodošel, odstranila nazaj v tretjo varno ali pa v izvorno državo. V Avstraliji to funkcionira in mislim, da tudi Evropska unija mora tu bolj jasne signale dajati, da tisti, ki pridejo ilegalno, niso dobrodošli, legalno pa seveda. Gospod Belhar, točno to, kako v bistvu zmanjšati ta pritisk ilegalnih migrantov, ki velikokrat verjetno niti ne vejo, kaj jih čaka, ko pridejo enkrat sem, da ni vse tako zelo, da se cedita med in mleko, daleč od tega. In kako dejansko nagovarjati ljudi, ki jih res potrebujemo. Slišali smo ogromen manko
delovne sile. V tem trenutku, podatek za februar, 15,5% vseh zaposlenih v tem trenutku je tujcev, kar je bistveno več kot recimo pred 10 leti. Glavnina sicer Bosna in Hercegovina, vendarle pa ta Adria bazen je vedno bolj prazen. Torej, kako ustaviti ilegalne migracije in kako naslavljati pravi ljudi, take, ki jih potrebujemo. Slišali smo že recimo konzulat na Filipinih, prihajajo iz Bangladeša, zelo različno se je Evropa odločala, pa vendarle. Vprašanje se zdi zelo preprosto in tudi na mestu, je pa odgovor izjemno zapleten. Brez strahu ne bom zapleten, pa vendarle je to nekaj, kar ni zelo lahko rešiti. Zdaj mislim, da je treba storiti kar precej stvari, da bi se to rešilo, ker kdo pa ima odgovor na to vprašanje. Ampak zdaj, ko naštevate države, od koder prihajajo te migrantje, prva stvar, ki se jo splača pogledati, je, katere države so najbolj ogrožene zaradi podnebja in iz katerih držav zaradi podnebnih sprememb in odkot lahko pričakujemo največ migrantov. Na prvem mestu sta Afganistan in Bangladeš. Od tam že pride veliko migrantov in realistično gledano se bo tam migrantski tok zgolj povečeval, predvsem zaradi ravnanj zahodnega sveta. Tako da, če se resno lotimo klimatske politike, omejimo globalno segrevanje in preprečimo te spremembe, bomo storili največ, da to naredimo. Zagotovo je pa Evropa s svojim načinom življenja, z ekonomijo privlačna in tako, kot je bilo prej povedano, mi te migrante potrebujemo. Zdaj mi v Sloveniji če se usmejim malo na Slovenijo, kdaj tega ne lotevamo realistično. En realizem je ta, da mi migrante potrebujemo in jih nagovarjamo, naj pridejo, hkrati jih pa odklanjamo. In je to neka taka shizofrena pozicija. Ko pridemo, jim ponudimo delo, ne znamo jim ponuditi stanovanj, ki jih ne znamo ponuditi niti našim domačim, mladim. In tukaj se kar odpira kupica vprašanj, za katere zdaj nimam časa, pa bi jih morali odpreti. Tako da jaz bi pozval k nekemu realizmu. Pa če mi date še minuto. Ne morem, ker sem razmišljal o tem, moja žena prihaja iz Šempetra pri Novi Gorici. Stanovala je nekaj metrov od meje. Meja, ki je bila zastražena, zagrajena, ampak se spomnim migrantov iz svojega vrta. In kakorkoli mi to zamejimo, ljudje bodo prihajali k nam. In tukaj se začne točka realizma. Gospod Gregorčič, da gremo k vam, tudi kot ljudska stranka, ste na strani kmetov, slišali smo podnebne spremembe, ni hrane, poplave, vročina, suša. Pri nas že desetletja, recimo, ko so ubiranje jagod, jabolk, podobnega, vedno pripeljajo ljudi iz tujine. Kaj dejansko narediti, kako rešiti ta problem, da bomo zadostni, kar se tiče delovne sile in hkrati ne povzročali neprijetnih trenj in vsega, kar smo recimo videli v zadnjih tednih, ko so se prebivalci občin, kjer naj bi bili postavljeni te migrantski centri, čeprav menda začasni, predvsej upirali in zelo žolčno izražali to svoje nestrinjanje z vladno politiko. Poglejte, Evropska unija je en košček sveta, ki se ga ne da primerjati z nobenim drugim. Tudi z Združenimi državami ne. In zaradi tega smo mi zanimivi za mnoge. In to je prva stvar, ki se moramo zavedati in narediti vse v tej smeri, da najprej to ohranimo. Potem pa bi poudaril, ker je že gospod Cigler Kralj rekel, ker prej se je iz vaših vprašanj pa nekaterih odgovorov dalo razumeti, morda napačno, da tudi nezakoniti migranti lahko rešujejo našo delovno silo. Ne morejo je. Mi moramo najprej res striktno poudariti, da je treba migracije ločiti na nezakonite in zakonite. Glede nezakonitih potrebujemo, po mojem mnenju, ničelno toleranco. Ničelno. To pomeni, gledajte, jaz potujem po svetu in kamorkoli pridem, moram nek obrazec izpolniti, neke svoje podatke dati, razen v Evropi mi tega ni potrebno narediti. Ko greste vi v ZDA, vam vzamejo prstne odtise, vam vzamejo fotografijo, ki jo potem primerjajo z vašim potnim listom, da mogoče niste česa zamenjali. V Evropi tega ne naredimo. In tukaj je Evropa resnično zašla. Zašla je zato, ker je migracije pocenila, nezakonite. Oziroma, če parafraziram našega predsednika vlade, Roberta Goloba, ki je rekel, če je težava nezakonita migracije, potem naredimo nezakonite migracije zakonite in potem bo vse ok. Ne bo ok. Zakaj ne bo? Ker potem mi nimamo nadzora nad tem,
kdo je v naši državi, kdo je v Evropski uniji. O teh ljudeh ne vemo nič. Ne vemo niti tega, s kakšnim namenom prihajajo. Namreč ne prihajajo vsi izključno z ekonomskim namenom. Nekateri tudi ne želijo delati. Nad tem moramo najprej imeti nadzor zaradi tega, ker ena ključnih funkcij države in Evropske unije kot nadnacionalne tvorbe je zagotavljanje varnosti svojim državljanom. Če tega ne uredimo, te pomembne funkcije država in Evropska unija ne more zagotavljati. In potem lahko malce pretiravam in rečem, potem je v resnici sploh ne potrebujemo. Zdaj pa gremo na težavo, ki ste izpostavili, to pa delovna sila. Tukaj se strinjam. Tukaj treba povedati dve stvari. Najprej na ravni Evropske unije predstavljamo 5,6% svetovnega prebivalstva. In imamo v povprečju otroka in pol na žensko. Vkolikor nič ne spremenimo, bomo leta 2070 predstavljali zgolj še 4% svetovnega prebivalstva. Torej, to pomeni potem ne samo, da mi izginjamo, ampak tudi pomeni izjemne probleme v delovni sili. Če grem na Slovenijo. Analize kažejo, mislim, da je to naredil Drago Čepar, vzamete, koliko je ljudi starih med nič in 25 let, namreč 30-letnikov pač ne morete rojevati, in vzamete, koliko je danes ljudi med 25 in 64 let, kar je delovno aktivno prebivalstvo. In brez migracij bo čez 25 let, torej ko bodo ti, ki jih zdaj imamo med nič in 25, prišli v delovno aktivno dobo, 270,000 manj delovno aktivnega prebivalstva. To je 24%. Tukaj ne pomeni samo, da mi ne bomo imeli zdravnikov, da ne bomo imeli nam kdo obrijati grozdja in sadja. To pomeni, da podjetja, kar se že zdaj dogaja, ne bodo imela delovne sile. Poglejte, statistika kaže, da 50% podjetij se sooča v Sloveniji z pomanjkanjem delovne sile, velikih podjetij pa 75%. In kaj je tukaj odgovor? Odgovora so tukaj po mojem mnenju dva. Najprej moramo primarno poskrbeti, da imamo večjo rodnost. Na tem bomo pač morali delati. Druga stvar, kratkoročna rešitev so pa migracije. Naj povem sam, delam na fakulteti za strojništvo in moja mlada raziskovalka iz Pakistana. Iz Pakistana je zato, ker sem poslal 70 elektronskih sporočil svojim bivšim študentom in se nihče ni odzval. Bodisi so vsi že imeli službe, bodisi je tudi plača relativno nizka. Se pravi, mi moramo poskrbeti, da imamo tudi višji BDP, boljše dohodke. Naprimer, to kaže statistike na Hrvaškem. Ko je Hrvaška dvignila svoj BDP na prebivalca, so se njeni izseljenci, imamo izjemno kakovostne ljudi v tujini, pričeli vračati. Nihče tega ne naslavlja. Skratka, ta problem ima več vidikov. Prvo je družinska politika ustrezna, potem migracijska politika, zakonita migracijska politika, pri čemer v Evropo ne more priti nihče, ki ga nismo sem povabili. In tukaj potem vsaka panoga zelo dobro, verjemite, pozna gostinstvo, zelo dobro pozna, kako poišče sebi primerno delovno silo. Tudi v znanosti in raziskavah zelo dobro poznamo te poti. Vem pa tudi to, da na mesečni bazi dobim nekaj elektronskih sporočil svojih kolegov po Evropski uniji, ki mi napiše nekako takole. Spoštovani profesor, če imate kakšnega študenta, imamo odprto pozicijo. Odgovorim, seveda mu bom rekel, mislim si pa nekaj drugega. Če bi ga imel, bi ga sam zaposlil. Nikakor ga ne bi pošiljal nikamor. Torej, ta težava je resnično problematična. Gospod Zver, vi ste, če sem prav videla, glasovali proti temu zakonu o izboljšanju delovnih razmer delavcev platform, kar pomeni recimo tudi Wolta, ki ga pri nas dnevno videvamo na ulici, pa recimo Uberja, ki ga pri nas ni. Zakaj natančno? Če pogledamo recimo strukturo zaposlenih pri nas na Woltu, je verjetno to eno od podjetij z največ zaposlenimi tujci in to takimi, ki jih dejansko opaziš že nadaleč, ne rabiš niti z njimi govoriti, kar pomeni, da se na nek način integrirajo, delajo, imajo službo in ne vem, kdo je prej rekel, nekateri niti ne želijo delati, očitno te želijo delati. No, jaz sem predvsem za tiste migrante, ki pridejo normalno skozi vrata noter, legalno, zakonito in ki poskušajo delati v novem okolju in ki se tudi pustijo oziroma ki se asimilirajo. Tukaj ne gre samo za integracijo kot tako. Nekateri na levi strani v Evropskem parlamentu so govorili, ja, potrebna je obojestranska integracija. Ja, kam bomo pa prišli, ne? Morajo se asimilirati, kot so se vsi asimilirali, ki so šli v ZDA v 19. in 20. stoletju. Zato gre. Zagotovo pa nekatere storitve nujno potrebujejo dodatno silo, več ali manj
se to da urediti, veliko več je legalnih migracij kot nezakonitih in to so normalni procesi. Pri nas je zdaj problem, tudi varnostni problem ravno z ilegalnimi migranti, ki prihajajo zlasti iz Pakistana, Afganistana, tudi Bangladeša. Bangladeš 166 milijonov ljudi ima, ne. Relativno majhna država, ampak močno prenaseljena in so razumljivi ti pritiski, še posebej pa iz podsaharske Afrike, ne. Medtem ko so arabske države že malo urejajo svojo demografsko politiko, tam v Afriki pa ne. In tisto je sod smodnika, ki bo slej ko prej eksplodiral. In prej ste omenili skrbniške sklade. Evropa veliko daje v tej finančni perspektivi 79 milijard evrov za to, da se v tretjih državah gradijo bolnice, šole, da se izobražujejo tam ljudje, da bi ostali doma. Kako je bilo prej rečeno, tudi tam rabijo sposobne, kompetentne ljudi, ki bodo potegnili družbo naprej. Zdaj, v Slovenijo prihajajo, smo videli, mladi moški, ki so sposobni za vojevanje ali pa za delo. Te ljudi, v glavnem kot nezakoniti migranti, bi rabili njihove družbe doma. In to Evropa poskuša delati in tudi dela z temi skrbniškimi skladi. In to na veliko. Že dolgo. Evropa ima na nek način en glavnih socialnih faktorjev v svetu, ne samo v teh tretjih državah, ki so zdaj vključene v ta program skrbniški skladi. Nenazadnje tudi Palestino nenehno financiramo, že od nekdaj. Ampak nikoli nismo imeli nobene besede pri odločanju. Kadar se je kaj zgodilo med Izraelom in Palestino, sta se slišala ali ruski ali pa ameriški državni sekretar za zunanje zadeve. In Evropo noben nič ni vprašal, čeprav smo največ financirali vsaj do sedaj. Sedaj bom, upam, malo pogledali kriterije, po katerih bo Palestina še dobivala pomoč iz Evropske unije. Gospod Cigler, se vam mogoče ne zdi, da smo Slovenci na splošno brez nekega upravičenega razloga prestrašeni predvsem, kar ni popolnoma enako oziroma podobno nam, ne? Tudi če pogledamo na primeru podjetij, vsakeč, ko se prevzame podjetje, ravno zdaj imamo primer Panvite, ne? Čeprav je polovični lastnik v bistvu Slovenka, je vedno cel halo, bojimo se tujcev, potem pa sem najdla podatke, da je v Sloveniji 4% podjetij z tujim lastništvom, ki ustvarijo 27% celotne slovenske dodane vrednosti in 33% vseh prihodkov in zaposlujejo 27% vseh ljudi. Kar pomeni, da ta nek strah statistično ni podkrepljen. Ali podobno velja tudi strah pred migranti, tudi pred legalnimi seveda. Ne? Nekom, ki izgleda drugače, kot smo mi navajeni v naši okolici. Poglejte, človek se vedno boji tistega, česar ne pozna. In lahko rečem, da v Novi Sloveniji vidimo kot ključnega odgovornega za to, da imamo trenutno recimo v Sloveniji kar precej vznemirjenja glede teh azilnih centrov in ostalega, glede upravljanja migracij, predvsem glede tega, kako tudi ukrepati proti ilegalnim migracijam, je nekomunikacija ali pa zelo slaba komunikacija vladajoče koalicije in vlade. Ti ne moreš ljudem kar nekaj postaviti kot dejstvo, prej pa tega ne z njimi komunicirati. Kolikor imamo mi izkušnje in NSI je res veliko na terenu, pa tudi z evropske ravni. Naša poslanka nas o tem redno obvešča. Smo Slovenci eni bolj odprtih ljudi. Eni bolj odprtih, tudi statistični podatki to kažejo. Človeka hitro sprejmemo, seveda pa rabimo, po moje podobno, plus minus, ne, ostalim evropskim kolegom iz ostalih držav, pač nek določen čas, da človeka spoznamo, da mu začnemo zaupati. Če pa vladajoča politika, ki je za to odgovorna, ne komunicira z ljudmi, jih postavlja pred dejstva in potem tudi ponižuje preko medijev, recimo v smislu, da to so pa nerazgledani ljudje, tisti, ki jih je strah, namesto da bi nagovorila te občutke ali pa že preventivno delovala, potem pa pridemo do situacije, kot smo. Jaz ne bi obsojal ljudi, jaz mislim, da je tu odgovornost vladajoče politike, vlade in poglejte, tudi to, kar je bilo rečeno, ne, da predsednik vlade reče, če so problem ilegalne migracije, jih bomo pa naredili legalne. To ne da rešitev. Ne. In na evropski ravni je treba skrbeti za to,
da bomo ljudi pomerjali, da bomo konstruktivni, da bomo povedali, kaj so naše potrebe in še enkrat, da bomo tistim, ki mislijo ilegalno priti in nimajo namena pri nas delati in se vključiti v družbo, prispevati, ne pa samo jemati, da jim bomo rekli, da niso dobrodošli in da bojo tudi vrnjeni nazaj. Lahko samo nekaj tukaj dodam. Generalni direktor Frontexa je nedavno tega izjavil, da enostavno migracij ni mogoče, ne more zaustaviti noben zid, nobena ograja, nobeno morje, reka in podobno. Pač so naša usoda. Ampak pazite, on je bil postavljen na to mesto, da bi zavračal nezakonite migracije, da vzpostavi službo Frontex in vse države članice so kadrovsko in finančno in tako podpirali Frontex pa kot papirnat tiger. Šele zdaj razumem, zakaj. Celo direktor se ne zaveda svoje funkcije in svojega poslanstva, ki bi ga mogel upraviti. Postavil sem to vprašanje Evropski komisiji in so mi odgovorili, da ima tudi direktor pravico do svojega mišljenja. Pomislite, to pa je perverznost, ne? Zato vprašanje za vas, gospod Grošelj. Prej sem že omenila lani 96% vseh ilegalnih prehodov z Hrvaške, ki zdaj je šengenska država. Vmes smo imeli na vseh naših mejah poostren nadzor, čeprav je naša predsednica zdaj sedela z predsedniki oziroma voditelji vseh sosednjih držav in so rekli, da bodo to omejili, zdaj ravno drugačna napoved Italije. Bi se torej dalo stvari na evropski ravni kot celoti, torej boljše rešiti, da do tega sploh ne bi prihajalo, ne? Recimo tudi ljudje, ki grejo v Nemčijo, morajo čez kopico enih šengenskih držav, da pridajo do tja, kaj šele, če gredo nekam v Skandinavijo. Je problem, da Evropa tega ne rešuje celovito in enotno, ampak vsaka država malo zase in seveda, ne, razen če res postavimo zid okrog sebe, Slovenija ne more prav veliko narediti. Ja, poglejte, treba prvič poudariti, da je varovanje meja še vedno pristojnost držav članic. To, kar zdaj azilni migracijski pakt ponuja, je samo majhen korak navzgor proti skupni enotni politiki migracije in azilne politike. Zdaj, tisto, kar je treba poudariti, je, da pravzaprav to vprašanje migracije, splošno družbeno vprašanje, zdaj te delitve vladajoči opozicija, to praktično pokaže to, da pač mi rabimo enotno rešitev, ne. Bistveno lažje bi bila ta rešitev na ravni Evropske unije, ampak mi se moramo dogovoriti pravzaprav, kaj bomo naredili z migracijami, ne. Se tudi, če si ti državljan tretje države in vstopaš v Evropsko unijo, je postopek podoben temu postopku, ki ga živiš v Združenih državah Amerike, in to so naši bivši sodržavljani iz Velike Britanije kruto spoznali, ko so izstopili iz Evropske unije in so čakali tako kot vsi drugi, ne. In tudi tam smo mi zelo učinkoviti, nadzor meja je zelo strog. Se pravi, ilegalni migracije so seveda težava v tem, da so pač povezane z organiziranim kriminalom, se pravi tam, kjer se tihotapi ljudi, se tihotapi orožje, droge, ponarejeno blago in tako naprej. Zdaj, tisto, kar se mi moramo odločiti, je, kako zmanjšati ta pritisk. In zdaj, ena od možnosti, o katerih bo potrebno počasi začeti se pogovarjati, je to, da se Frontexu da dejanske pristojnosti. Ampak to pomeni, to povemo zelo jasno, če Frontex varuje zunanje meje, potem države članice ta del suverenosti prenesejo na Frontex. In te politične volje danes med državami članicami ni. Zato je kombinacija, ki je zdaj sprejeta v tem paktu, da pač države tiste skrbijo še vedno primarno, tudi naša soseda Hrvaške, ki ima, bodimo tukaj pa zelo pošteni, določene interese v Bosni in si seveda ne želi zaprte meje v Bosni, ker so tukaj pač drugi interesi, ki so povezani z Bosno in Hercegovino, in Hrvaška ima tam te interese. Potem so tukaj države Zahodnega Balkana, ki bi se morale kot članice kandidatke počasi sinhronizirati svojo migracijsko oziroma svojo vizno politiko. Temu ni tako, a ne, še vedno imamo države, ki dopuščajo tako imenovane enosmerne turistične polete, ki se potem končajo na naših mejah. Torej pravi, tudi tu je še nekaj, kar je treba narediti, in pa seveda na splošni evropski ravni razmisliti o tem, kako bomo zdaj reševali problem migracij in hkrati vprašanje pomanjkanja delovne sile. In tukaj ključno vprašanje je to, zdaj, če kdo misli, da bomo mi dobili iz tretjih držav usposobljene jezikovno, strokovno in tako naprej delovno silo, tega ne bomo. Tudi če gremo na Filipine, zdaj na Filipine se bo zgodila podobna zgodba kot v Zahodnem Balkanu. Zdaj bomo vsi planili tja, Nemčija, Francija, Slovenija, vsi bomo tekmovali, to se bo spraznilo in potem bomo tam, kjer smo. Pač treba bo izbrati model. Modeli so poznani, jaz osebno vem vsaj za dva. Eden je tako imenovani korejski model,
Drug je tako imenovani zalivski model. Zalivski model je za mene nesprejemljiv, ker je z vidika človekovih pravic in odnosa do delavskih pravic absolutno ogaben. Imamo korejski model, ki ga lahko v evropskem prostoru dogradimo, ampak tisto, kar je treba, si je ugotoviti, kako se dogovoriti, kako bomo to reševali na evropskem ravni. Ker če bo vsaka država sama reševala to, potem bo to zopet kaos in potem bomo spet imeli prostor, kjer se bo lahko dogajalo marsikaj. Se pravi, tisto vprašanje je, ali smo mi kot Evropska unija sposobni narediti enotno azilno in migracijsko politiko. Tudi če delamo na rodnosti, je treba se zavedati, da do 18. leta mine 18 let. Naša realnost je pa ta, da danes prihajajo na trg delovne sile generacije 19, 20, 21, odhajajo generacije 33, 34 tisoč ljudi in imamo minus, ki ga deloma pokrijemo z Zahodnim Balkanom, malo ga pokrijemo s Kosovom, bodimo odkriti, zdaj gremo že malce dlje tudi kaj poiskati, ampak dolgoročna ta rešitev ni dolgoročna rešitev. Tisto, kar je spravi, ali bomo imeli tako imenovane sporazume s tretjimi državami, kjer bomo definirali, kako bojo ljudje vstopali v evropski prostor, kako jih bomo mi sprejeli, da bojo pripravljeni, da bojo znali jezik, da bojo imeli poklicne kvalifikacije in seveda ključno vprašanje, kdo bo kril ta strošek. In seveda to je tisti model, po katerem se ljudje pridajo v Evropo, delajo, imajo ta, bom rekel, ekonomsko-socialni interes, imajo vse pravice, delavske, zdravstveno zavarovanje, invalidsko zavarovanje, pokojninsko zavarovanje, pri nas delajo, ustvarjajo in se potem lahko v končni fazi tudi vrnejo v svojo domovino. In iz tega naslova tudi črpajo pravice iz naslova recimo pokojninskega zavarovanja, tako kot je to bil primer pri naših ljudeh, ko so šli delati v Nemčijo, v Avstrijo na zahod. Ampak to je treba to političen dogovor doseči in s tem se bo tudi zmanjšal pritisk. Govorimo za te tretje države, ki so varne. Pri državah, kjer pa imamo pač dejansko varnostne razmere, ki so upravičeni do mednarodne zaščite, tam pač imamo jasne postopke in vemo, kakšna je naša odgovornost. Ti ljudje pa tudi načeloma in tudi po mednarodnem in evropskem pravu niti ne morejo potem ostati v Evropi, seveda lahko po določenim pogoji in če ima država, ki jih gosti, ta interes. Gospod Gregorčič, je morda rešitev širitev Evrope na Zahodni Balkan tako stališča ilegalnih migracij, torej da se meje postavijo še nekoliko južneje in se tam ustavi vsaj en del tega vala, in tudi kar se tiče potrebne delovne sile, čeprav smo slišali, da je kadrovski bazen v regiji Adria relativno prazen in morda potem, če bi bil ta prost pretok tudi recimo iz Bosne in še kje, da bi ta kader, ki zdaj vendarle pride v Slovenijo, ključen del teh 15,5%, ki delajo pri nas v Bosanci, da bi potem šli pa dejansko direkt v Avstrijo ali pa v Nemčijo, torej tam, kjer so plače boljše in življenjski standard višji, ker zdaj imamo mi z njimi direktne neke sporazume, potem bi bil pa ta prost pretok v bistvu za celo Evropo in bi verjetno tangirali še nekoliko severneje. Glejte, širitev Evropske unije je nujna iz drugega razloga. Namreč zaradi vojne v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu je v resnici prvič, po mojem, odkar je ta projekt Evropske unije nastal, zares ogrožen mir. In naša civilizacijska naloga je, da ta mir zagotovimo. In mi bomo morali razširiti Evropsko unijo tudi zato, ker če ne bomo mi širili svojega evropskega vpliva na Zahodni Balkan in tudi nekatere druge države, bo ta svoj vpliv, bodo tja širili vpliv avtokrati, ki to vojno netijo in ki mi v resnici razdeljena Evropa v interesu. Ker mi smo v Evropi naredili 3 velike napake. Prvo, svojo obrambo smo delegirali na Združene države Amerike. Nič ne narobe z Združenimi državami Amerike in Zvezo NATO, vendar zdaj, ko imamo 2 vojni, smo videli, kako smo tukaj v resnici šibki. Drugo zadevo, ki smo naredili narobe, je, mi smo proizvodnjo delegirali Kitajski in energente smo delegirali Rusom. In potem ob tem, se pravi, imate 4 ključne zadeve, da lahko preživite varnost, to smo dali na ZDA, morate imeti proizvodnjo, se pravi, industrijo smo dali Kitajcem, energente rabite smo dali Rusom, potem pa rabite še hrano, kjer smo pa kmeta zatrli, in v resnici zaradi tega in ga še zasujevamo s tem, da se pravi, našemu kmetu smo postavili visoke standardne okoljske, uvažamo pa poceni hrano iz tretjih držav, uničujemo našega evropskega kmeta. Verjemite, ko mi ne bomo več imeli kmetijstva, brez kmeta ni hrane, to pozabljamo. Hrana ne raste v trgovini, hrano pridela kmet, potem mi ne bomo več samooskrbni in bodo cene hrane zrastle. In bomo imeli veliko težavo. Namesto tega, kaj smo mi počeli? Mi smo delali visoko socialo, visoke ekološke standarde, visoke industrijske standarde in te zadeve smo se šli izjemno visoke stroške dela. Zdaj, kar se tiče Zahodnega Balkana in delovne sile, gledajte, zdaj imamo več kategorij delavcev.
se pravi mogoče nižjo kvalificirane delavce in višjo kvalificirane delavce. Jaz mislim, da za blaginjo, ki smo ji priča v Evropski uniji, mi rabimo, vsi vemo, podjetja in delovna mesta z visoko dodano vrednostjo. In ti ljudje, ki zmorejo to zagotoviti na Zahodnem Balkanu, zdaj pa govorim pa za Slovenijo, bom povedal zakaj, v Slovenijo ne pride več. Jaz nisem mogel iz Zahodnega Balkana dobiti mladega raziskovalca. Veste zakaj? Zato, ker jaz, ko se odpravim iz svoje domovine, ko vzamem culo na ramo, meni je čisto vseeno, ali grem z letalom do Slovenije ali do Nemčije. In če imam tam 2-krat višjo plačo, potem ne bom šel v Slovenijo, razen če imam res nek specifičen interes, bodisi da mi je zelo blizu neko podjetje, nek mentor ali pa neko okolje. Ampak to načeloma ne velja za splošno populacijo. In še eno stvar, o kateri se ne govori, bitka za kadre poteka znotraj Evropske unije med državami članicami. In Slovenija je tukaj, se sploh s tem ne ukvarja. Glejte, nam Avstrijci jemljejo medicinske sestre, tudi druge države, vsi imajo pomanjkanje zdravnikov. Jaz sem povedal, da dobivam od svojih kolegov profesorjev po svetu prošnje za podoktorske študente. In tu se mi krademo. Mi bomo morali tudi paziti, da bomo kot država ohranili delovno silo. Jaz poznam visokotehnološka podjetja, ki rečejo sledeče: mi bi lahko delali več projektov kot jih, se pravi, ni problem povpraševanja po naših storitvah, prevzamemo pa lahko samo toliko, koliko ljudi dobimo na trgu delovne sile. In se pravi, naša ekonomska rast ni več omejena s tem, koliko smo mi dobri v smislu, da smo konkurenčni drugim, ampak koliko delovne sile dobimo. In o tem se bomo mi morali zelo resno začeti pogovarjati. Če tega ne bomo naredili, potem smo prišli nekako do maksimalne točke. In še eno stvar bi sam, in to je zadnja, rekel, in tukaj nam naša politika, slovenska, ne gre na roko. Ker, veste, ljudje, prej sem rekel, njemu je vseeno, ali gre iz Bosne do Ljubljane ali do Minhna, in zdaj, če bi mi naredili, recimo, socialno kapico, ki je naša politika ne želi narediti, bi ta človek raje prišel v Ljubljano, morda mu je celo bliže, mu je jezikovno bliže in bi imel večji neto ob istem bruto. Namreč sej smo v SBC-ju in vsi dobro vemo, stane bruto 2, ne stane neto. Podjetje, se pravi delavec, mora oddelati bruto 2. In z njegovo produktivnostjo in to, kot ima dodano vrednost neko podjetje, če bi mi naredili socialno kapico, bi te ljudi dobili. Tako pa jih ne dobimo. Tako da jaz mislim, da poleg vse te evropske politike, ki je izjemno pomembna, ampak je še vedno malo dlje od nas, mi se bomo morali v Sloveniji, kjer smo zaspali, začeti ukvarjati z našo davčno politiko. Če tega ne bomo rešili, potem morda Evropa v povprečju bo nekaj rešila s svojo delovno silo, mi kot Slovenija bomo pa šli tja, kamor ne želimo iti. In meni, jaz osebno, tudi kot evropski poslanec, se bom prvo zavzemal za Slovenijo. Ker tukaj živim in če me bodo izvolili slovenski ljudje in za njih moramo najprej. Gospod Belhar, zdaj smo veliko slišali o kapici, o davkih, odhodu Slovencev v tujino, pa vendarle statistika kaže malo drugačne podatke in sicer bila je narejena raziskava, samo 6% Slovencev je pripravljenih delati v tujini in prvi razlog za to je višja plača. Najbolj iskane oziroma želene države so Nemčija, Avstrija in Švica. Hkrati pa po podatkih OECD-ja o davčnem bremenu je Slovenija nad povprečjem, 7. na lestvici, pa vendarle za Nemčijo in Avstrijo, torej tam davčno breme, kljub višji plači, še hujše kot pri nas. Je torej res, da nam naši ljudje uhajajo in drugih ne dobimo, ali je morda tak bolj vtis, pa mogoče realne številke niti ne pokažejo tega in bi morda lahko s kakršnimi koli ukrepi na evropski ali pa slovenski ravni to v bistvu še izboljšali? To, da imajo podjetja težav s pridobivanjem kadrov, je dejstvo. Jaz tudi poznam kar nekaj tehnoloških podjetij, startupov, ki so uspešni. Če govorimo o IT sektorju, ne dobijo ljudi. Tukaj to sploh ni vprašanje. Seveda jih ne dobijo in del težava je tudi težave in davčno breme. In če to davčno breme pogledamo nekoliko bolj podrobno, gre za to, da v Sloveniji zelo obdavčujemo ustvarjalnost. Obdavčujemo podjetništvo, obdavčujemo ljudi, ki delajo, obdavčujemo plače, ne obdavčujemo pa nepremičnin, tukaj smo popolna davčna oaza, ne obdavčujemo premoženja nasploh in ne obdavčujemo luksuza. In to je očitno, da je to treba spremeniti. Zdaj, prejšnje vlade naše so imele zelo različne ideje, kaj narediti, pa tega niso storile. Na evropski ravni je pa predvsem treba spremeniti to, da ravno tako
predvsem obdavčujemo tiste, ki delajo in ustvarjajo, in ne obdavčujemo super bogatih posameznikov in korporacij, ki jim spregledamo neplačevanje davkov. Ta številka je tako visoka, da zlahka, če bi te davke pobrali pošteno, bi zlahka speljali zeleni prehod, vložili v talente, vložili več v varnost mej ali česarkoli bi se lotili. In to je nek korak, ki ga moramo narediti. Bi se pa še mal navezal na to, kar je gospod Gregorčič rekel. Tam, kjer so najbolj uspešno, visokotehnološko, verjamejo v talent, tehnologijo in toleranco. In mi ne vlagamo v tehnologije, ne skrbimo in ne nagrajujemo naših talentov in, kakor sem prej slišal, tudi nismo posebej tolerantni. Lahko je biti toleranten do ljudi, ki govorijo naš jezik in izgledajo tako kot mi. Ampak če želimo dobiti talente, bomo morali postati tolerantni do talentiranih ljudi, ki izgledajo malo drugače. Ko bo Slovenija vzela to lekcijo, mislim, da bomo postali tehnološko precej bolj uspešni, ekonomsko uspešnejši in imamo ustvarjene že skoraj vse pogoje. Res pa moramo narediti teh nekaj korakov. Gospod Rehek, smo lahko tolerantni do ljudi, ki ne govorijo našega jezika in izgledajo drugače in jih sprejmemo in vključimo v naš delovni proces. Podjetja pravijo, sploh pa njihove kadrovske službe, da je zdaj že velik razkorak med različnimi generacijami, med recimo boomer in generacijo Z. Kaj šele, da zdaj prihajaš iz nekega čist drugega okolja, govoriš drug jezik. Smo sposobni to na našem trgu dela narediti? To se že počne, pravzaprav. Vse tako, kar jaz vidim, pa ker sem dosti naokrog, pa sem tudi v kakšni proizvodni hali, so ljudje not, ki delajo, ki ne govorijo slovenskega jezika in tudi ne izgledajo kot Slovenci. Lepo so vnotri integrirane, vključeni in prav lepo gre. Tako da jaz mislim, da smo to sposobni narediti, ker delovne sile manjka. Podjetje je pripravljeno sprejeti pač tisto, kar je na razpolago. In če gledamo človeka, saj jaz imam ta mnenje. Človek je človek, če je v redu, če se trudi, če se poskuša integrirati, recimo, če je migrant in podobno. Ni važno, kakšna je barva, kakšen je spol, starost in podobno. Da pa je tisto, ki pa še v proizvodno sfero ali pa mogoče na IT sektor se vseeno v delovni proces, barva ni pomembna starost, ni pomembna to. Pa še nekaj bi rekla, ker pravite, da uhaja delovna sila v Nemčijo, ker govorim veliko z ljudmi, v Nemčiji ni več tisto, kar je bila. In to sem znal povedati in ljudje se že vračajo, pa ne bi to ljudje, ki so Slovenci, pa so v Nemčiji ali pa iz Balkana. Kar je ljudem tudi pomembno, so pogoji dela, odnos delodajalca, okolje, v katerem živijo, pa varnost, tako da lahko povem, da vsem tujcem je Slovenija izredno lepa. In je že to dosti, mislim, eden od pogojev, da sploh ostane tukaj, ker imajo možnost iti naprej, se pravi, bolj na sever. Tako, če odgovorim na kratko vprašanje, seveda je možno. Gospod Ivanovič, delno bi se dalo vse to rešiti tudi brez migracij. Slovenci smo znani po tem, da smo zelo delovno aktivni do 54. leta, potem nam pa to hitro pade in je mali delež zaposlenih od 55 do 65 in še bistveno manjši nad 65. Kako dejansko Slovenci, ki so tukaj, ki imajo znanje, poznajo jezik, so že delali na tem delovnem mestu, spodbuditi, da dlje časa ostanejo v delovnem procesu. Recimo Petrol je zdaj začel s prav posebno akcijo zaposlovanja že upokojenih ljudi. V končni fazi dobiš dodatne pluse, višjo pokojnino oziroma lahko dobiš celo oboje, torej del pokojnine in plačo. Zakaj se Slovenci ne odločajo za zakaj grejo tako zelo radi v pokoj, potem pa v pokoju živijo naslednjih 30 let? Odgovor je enostaven, zato ker jim je država največji sovražnik z neugodno davčno politiko in to je popolnoma jasno. Preverite samo, koliko upokojencev bi radi delali, pa čemu so se morajo odreči, da bi sploh lahko še kakšno uro ob svoji pokojnini delali. Rad bi se samo vrnil, prosim, nazaj na ta vprašanja, katera so bila prej glede migracijske politike. Ta toplo-hladen odnos do migracijske politike, nezakonite in legalne migracije, to je v bistvu metanje peska v oči. O nezakonitih migracijah sploh ni več govora. Nezakonite migracije so kršenje zakonov in tukaj moramo samo upoštevati,
načelo enakosti pred zakonom, kot upoštevamo to pri lastnih državljanih. Človek, ki nelegalno stopi v državo, je kršitelj, s takim vemo, kakšni so policijski postopki, seveda ugotovitev kršitve in pa izgon iz države. Za to, da lahko to opravimo, je treba sistematično z vojsko in policijo pokriti zelene meje, ne postavljati kontrol na cestnih točkah, zaradi tega, ker se te vedno izkažejo kot maltretiranje državljanov z gnečami. Problemi so torej te, ki jih nazivajo kolegi legalne migracije. Zato mi potrebujemo v resnici neko suvereno migracijsko politiko. Naš predlog pa izhaja iz našega nacionalnega memoranduma je, da imamo največji problem s tem, da imamo poplavo socialnega turizma. To je problem. Mi dejansko potrebujemo določene ekonomske migrante zaradi deficitarnih poklicev. To je dejstvo in so dobrodošli, če delajo se pravi, če začnejo delati čim prej, ko pridejo v Slovenijo. Nažalost sem pred zelo kratkim časom videl eno odločbo, govorimo o občini Kranj, kjer oče dela nekje na gradbišču, mati bi lahko delala, sposobna je absolutno za delo, obenem pa 3 sinove. Iz odločbe izhaja, da ne dela popolnoma nič, pridobijo 430 evrov socialne podpore, za vsakega otroka še po 200 evrov doklad, kar pomeni, da dobi na mesec prihodka več kot 1000 evrov, ne da bi karkoli počela. Obenem vam povem, da poznam osebno primer gospe, ki je delala 36 let v železarni Senici oziroma kasneje v Akroniju in dobi 499 evrov pokojnine. Država ji nekaj doplačuje, da dobi minimalko. In to so te razlike. Mi v želji, da nekoga ne diskriminiramo, ga začnemo privilegirati v odnosu na lastne državljane. Tukaj moramo imeti ukrajinske begunce v tem momentu. Mi jih imamo 6000. Zagotavljam vam, da gre za precej situirane ljudi. Vemo, kdo je lahko ušel iz Ukrajine v tem momentu, vozijo se s pregrešno dragimi vozili, država jim plačuje najemnine za stanovanje, plačuje jim vsakmu posebej, ne glede na to, je otrok, je starš, jim plačuje žepnine visoke in to nanese na določene družine precej denarja. Ok, ponudili smo jim zatočišče, nič narobe s tem. Ampak te pravice jim prenehajo v momentu, ko začnejo delati. In potem se človek vpraša, zakaj bi on sploh začel delati. On lepo tukaj živi, država mu plačuje stanovanje in daje žepnine, klasičen državljan pa za vse to, ker ta človek uživa skozi ugodnosti, more trdo delati. To so problemi, ki jih mi počnemo tukaj. In prej ste omenila še Panvito. Pa ni v Panviti problem, v prodaji tega podjetja ni problem v strahu pred tujci. Problem je v prodaji nacionalnega interesa. Mi tukaj imamo gospoda, ki se zavzema za kmetijstvo, pa prav noben tega ne omenja. Mi prodajamo 3000 hektarjev kmetijskega zemljišča za pridelavo hrane tujcem. Z vsemi subvencijami, ki jim zraven pripadajo. Tako je BlackRock v Ukrajini kupil 70% kmetijsko-obdelovalne površine, pa vidimo, kje so zdaj. O kakšni samooskrbi, katere polna usta imamo vsi, mi govorimo, če prodajemo lastna zemljišča za prodajo hrane. In tisti pregovor, gospa Matejčič, oziroma tisti rek, ki ga je izrekel en znani center moči, nič ne boste imeli in srečni boste. Ne deluje več takšna zarota, kaj ne? Torej, izziv za vas, gospod Gregorčič, gre za najem teh zemljišč, ki so v lasti države, torej jih niso kupili, ampak so jih najeli. Pa vendarle, je to lahko problem? Je tukaj nacionalnost lastnika, rekli ste sami, hrana ne raste v trgovini, čeprav se mnogo ljudi tega ne zaveda. Pot do trgovine in trgovinske police je dolga in trnava. Je zdaj dejansko problem državljanstvo lastnika ali bolj važno, da je zemlja obdelana in da bomo čim bolj samooskrbni, na mnogih področjih namreč nismo? To je problem. Namreč jaz mislim, da za naše ključne strateške interese moramo poskrbeti sami. In Slovenija je bila velikokrat mačehovska do svojih osnovnih dobrin in zdaj imamo pač težavo. In tukaj je seveda en od problemov. Ni ta edini problem, so še drugi, ampak to je problem. Na splošno pa na kmetijstvu je problem to, da se ne zavedamo, da brez kmeta ni hrane. In da tega resnično ne ponotranimo, da je to spregledala tudi Evropska unija in potem, kot sem rekel, evropskemu in slovenskemu kmetu postavlja visoke standarde, dopušča pa uvoz nizkokakovostne hrane po nizkih cenah z tretjih držav, ker ti standardi ne držijo in potem, kljub temu, da moramo biti solidarni z Ukrajinci, to je treba tudi povedati, po ukrajinski vojni tudi Evropo preplavilo poceni ukrajinsko žito in je to še dodatno poslabšalo položaj našega kmeta. In mi moramo za to skrbeti, zato ker ene stvari, tiste, ki jih nujno rabite, tam morate imeti v svojih rokah stvari. Sicer imate težavo, kot imamo z energenti,
Ruski krizi, ja. po napadu Putina na Ukrajino. Gospod Zver, zaradi te italijanske napovedi glede Schengena je SDS napovedal sklic izredne seje v slovenskem parlamentu. Ne bi bilo morda bolje, glede na to, da ste bili evroposlanec in želite biti ponovno, to reševati na evropski ravni, kot sem že prej vprašala, torej kot celotna Evropa, slovenski parlament in debata v slovenskem parlamentu Schengena in meje Slovenije in Italije zagotovo ne bo rešila. Ja, še, ampak to je notranji evropski problem, ne vse evropski problem. Res je, da imamo 6 takih primerov, tudi Danska non-stop zapira, pa za nek določen čas pa potem podaljšuje to. Skratka, ni normalno. Če bi imeli dobro znanje o mejo zaščiteno, potem ne bi bilo tega treba početi. Ampak tukaj je slovenska vlada spravila situacijo v narodni položaj s tem, da je kar pospravila tiste naravne ovire na meji s Hrvaško in od takrat naprej smo bili neka tranzitna postaja za ilegalne migrante, ki so iskali svojo življenjsko destinacijo ali v Italiji, ali v Avstriji, ali v Nemčiji. Seveda, Italijani niso neumni. Dobro vejo, da kaj smo počenjali in počenjali smo nefer in zaradi tega so oni prisiljeni bili ali pa bodo sprejeti ene take drastične ukrepe, ki pa lahko Slovenijo drugo stanejo. Slovenija lahko v tem primeru postane žepek in tukaj bo ostalo ogromno migrantov, nezakonitih migrantov in sami smo si zakuhali to godljo. Mi smo že od vsega začetka bolj za striktno čuvanje zunanje meje, jaz se tukaj z gospodom Stevanovićem popolnoma strinjam. Neumno je postavljati na mejne postaje kontrolne patrulje, ne? Zelena meja pa je prepustna. Ne? Tako da na nek način smo jih povabili oziroma dali vedeti, kar pridi, samo ne tukaj, ne? Ker tukaj pa smo mi. In normalno, da je Italija reagirala, tudi Avstrija že nekajkrat in še bo verjetno v prihodnosti, če ne bomo drugače čuvali svoje južne meje. Gospod Grošelj, Evropa zelo različno rešuje tudi vprašanje tako imenovanih zlatih viz, zlatih potnih listov in tudi kako sprejema te tako imenovane nomade. Običajno gre za visoko izobraženo mlado delovno silo, ki lahko prispeva k dvigu dodane vrednosti. Kakšno bi moralo biti tle stališče Slovenije in ali bi bilo to morda bolje reševati na nivoju celotne Evrope? V končni fazi je Evropa konkurenca Ameriki in Kitajski in ne vsaka država znotraj nje. Potem je prevelika konkurenca, že rekli smo, ne? Zdaj si konkuriramo en med drugim. Nismo več Evropa kot celina, kot neka enotnost, ampak vsak vleče nekaj na svojo smer in potem na koncu ni nič kaj veliko od tega. Ja, gotovo je bila najboljša rešitev skupna evropska, ampak to je vezano na več širše vprašanje, tako imenovane fiskalne unije. Ne. Prej smo govorili o davčnih sistemih, sicer zelo lepo je govoriti o olajšavah in vsem tem. Je treba pogledati malo slovenski proračun, koliko se vsako leto zadolžujemo. Imamo en tak revolving kreditni sistem, to malo pozabljamo in bi bilo verjetno dobro pogledati tudi širše, koliko delež BDP-ja zajamemo z davki, kako racionalno to porabimo in potem na teh podlagah delati recimo davčno reformo, ki bo tudi širše družbeno sprejemljiva in ki bo na eni strani zagotavljala, da bomo vse tisto, kar imamo, želimo in si hočemo ohraniti, bomo financirali in na drugi strani dvigovali dodano vrednost in hkrati bili zanimivi za tuje kadre, visokotehnološke, čeprav mi imamo danes težavo v gradbeništvu, naša gradbena aktivnost je nižja, zato ker enostavno nimamo delavcev, ki bi delali na teh gradbiščih, med drugim. Zdaj, kar se tiče fiskalne politike znotraj Evropske unije, dejstvo je, da so nekatere države, ki, bom rekel, Evropska unija je zelo, kar se tega tiče, zelo načelna in zelo enotna v odnosu do držav kandidatk, med seboj pa ni toliko zelo enotna. In tukaj pač konkuriramo drugemu in na večjih področjih. Recimo primer energetike leta 2022 je bil tak primer, ki so se države dobesedno članice klale za zemeljski plin. Tako hudo je bilo, da smo pravzaprav so cene podivjale, to so gospodarstveniki občutili in k sreči potem smo prišli do teh skupnih nekih ukrepov, ki so delovali in smo došli do te točke, kjer imamo ceno pravzaprav energentov na ravni, že od tega naši potrošniki zaradi sistema še 6-mesečnega odloga pač še ne občutijo, smo prišli do nekih bolj racionalnih, do nekih nižjih cen. Zdaj, kar se tiče še, bi rekel, glede skupne kmetijske politike, Panvita je primer, ki jasno kaže, da tudi 3000 hektarjev
zemlje v najemu ni konkurenčna v tem globalnem sistemu. Zelo lepo je govoriti o tem, kako in kaj, ampak ne pozabimo 70 milijard evrov je naš presežek zunanje trgovinski za svetom v izvozu hrane in krme na tretje trge in potem tudi seveda tudi uvažamo. Tisto, kar pa jaz mislim, da je ključno vprašanje, ki ga ima Evropska unija in vsi mi pred seboj na področju skupne kmetijske politike, pa je seveda vprašanje, kako zagotoviti, bo rekel, 3 stvari. Zdravo hrano, cenovno dostopno hrano in predvsem, da bo ta kvalitetna in ne bo obremenjevala okolja. Pri tem je pa zelo pomembno, da bomo zagotovili s sistemom subvencij, ki ga imamo in ki porabi 1/3 evropskega proračuna, zagotovili to, da bojo preživeli vsi kmetje. Zdaj, če imate vi veliko subvencij in se te razdelijo zelo neenakomerno, en kmet v Sloveniji za 7 hektarji zemlje površine, zemljepodarovalne površine, je zelo težko konkurenčen enemu recimo kapitalskemu podjetju, ki deluje na Nizozemskem, na ravninskem predelu, ki uporablja najboljše tehnologije, kjer je pravzaprav proizvodna hrane že proizvodna hrane, zelo tovarna. In tukaj je tisto ključno vprašanje, kako zagotoviti, da bo te subvencijske in vse te sistem, ki ga imamo, zagotovil, da bodo te majhni kmetje, ki so prevladujoči in ki dejansko proizvajajo dobro hrano, imeli dostojno življenje. Vse kmetije ne propadajo, teh koliko, več 10 000 na leto v Evropski uniji ne propada zato, ker bi bil zdaj to taki pritisk, zato ker ljudje od tega ne morejo preživeti. Ampak tukaj pa politična volja zelo, zelo omejena, da bi prišli do teh sprememb. So pa ključne. Če sem sam majhna replika. Glede tega, najprej glede proračuna, to je res, 30% se nameni za kmetijstvo, pa treba vedeti eno zadevo, da je proračun Evropske unije 1% BDP-ja, kar pomeni, da za kmetijstvo namenjamo 0,3% BDP-ja, za vojsko pa 2%. To je prva zadeva, ker govorimo o... Še ne. Imamo vojaško varnost, recimo na povprečju Evropske unije target. To je sklep za naprej. Glejte, imamo obrambno varnost, imamo prehransko varnost in prehranska varnost je skoraj 10-krat podhranjena, kar se tega tiče. Kar se tiče subvencij in kmetov, obstaja še druga rešitev. Glejte, podatki kažejo, povprečen Evropejec za hrano porabi 12% svojega razpoložljivega dohodka. Od tega dobi kmet 1/4, torej 3%. Povprečna subvencija na ravni Evropske unije je 27. Če bi mi uspeli doseči dogovor v prehranjevalni verigi, da kmet dobi 4% odstotno točko več, pomeni, da bi se mu dohodek povečal za 33% in to vsem kmetom, kar presega povprečno subvencijo. Torej, rešitve niso zgolj v subvenciji, rešitve so tudi v tem, da damo kmetu večjo veljavo in da se dogovorimo, da kmet dobi bolj pošteno plačilo za svoje delo. Se pravi, treba iskati rešitve v različne smeri. To ni težava. Težava je v skupni kmetijski politiki, ki je tako postavljena, da ta notranja prerazporeditev ni možna in drugo je, pojavljajo se nam prehranski koncerni. Bom dal primer češkega predsednika vlade Babiša, ki obvladuje od pridelave do prodaje. In zdaj, kako boste vi zagotovili, če boste vse segmente enako subvencionirali, da bo pač ta naš povprečen kmet za 7 hektarji konkurenčen njemu? Ne more biti. Se pravi, moramo to spremeniti. To smo poskušali, ampak te večine v Evropskem parlamentu v tem mandatu, ki se izteka, žal ni bilo. In zelo fajn bi bilo, ne to, da mi to naredimo 1% več, pa zaračunamo potrošnikom. Jaz verjamem, da je to verigi, kjer imamo kmeta kot najšibkejšega, potem imamo predelovalno industrijo, ki je že malce močnejša in trgovce, ki so najmočnejši. Tukaj začnemo, ampak tukaj pa to pa je tisto, kar je pomembno, seveda tukaj pa lahko fiskalni ukrepi pomagajo, da pride do prerazporeditev. Gospod Belhar je bil prej, pa bomo jaz sem se že prej moram reči s težavo zadržal, ko začnete govoriti o kmetijstvu. In jaz bom rekel to, evropska politika, kmetijska trenutno res ne deluje za slovenskega kmeta. Deluje pa za velike evropske kmetije, ki so doma v Nemčiji, na Nizozemskem in na Danskem. Ni zelena. Vam povem zakaj. A veste, kdo glasuje in kdo je glasoval za tako politiko, kot jo imamo? Gospod Bogovič, na primer, ki je vaš poslanec evropski, in je ne samo, da je glasoval, on je bil aktiven in je aktiven v tem, da delate to politiko. Gospod, tako kot jo imamo ta trenutek. Gospod Zver,
vi glasujete za tako politiko. Ne, to Za ni vas res. nisem prepričan, ampak tudi vaše glasovanja so bila takšna. Tlele bi samo In samo dovolite mi, jaz samo ne verjamem, da ste tukaj razburjeni, ampak tisto, kar počne evropski poslanec, je predvsem to, da glasuje. In vi imate v rokah moč, imeli ste v rokah moč glasovanja in glasovali ste za to, kar imamo. In glasovali ste proti slovenskim kmetom. Glasovali ste za velike kmetije v državah, ki sem jih prej omenil. To je dejstvo. Zeleni so glasovali proti in gospod Stevanovič, vas prosim, da ne govorite, da je ta politika zelena. Ta politika je v marsičem proti zelena, predvsem je pa proti okoljska. Jaz bi samo nekaj Samo rekla, me nekaj, zelo lepo prosim, veseli, da je ker ta sem bil debata zdajle izvan, tako pa imam zelo... prav repliko. Ne? Gospod Matejčič, prvo direktno sem bil izvan. Ali lahko samo nekaj povem? Na temo kmetijstva bomo imeli eno celo posebno oddajo. Ampak je v povedal- vsakem In primeru me je veseli, da je ta tema tako zelo pomembna in da se zavedamo njene pomembnosti, zato smo ji tudi namenili eno celo posebno soočenje. Tako da dajmo se danes držati torej teme migracij, delovne sile samo Ampak dve tukaj misli. treba tega. samo povedati to. misli. Ne, zelena agenda je tista, ki trdi, da kravi izpuhi plinov ogrožajo okolje in s tem vrši totalitarnost na lokalnih kmetijstvom v vseh nacionalnih državah. In oni so zadnji, ki imajo pravzaprav pravico govoriti o kakršnikoli spodbujanju kmetijstva in pa prehrambene verige. No, dajte. Še gospod Jaz bi Zver, samo dva želel stavka in zadnji- potem gremo na drugo Samo temo. da se ne lažemo. No? To je ključna stvar. Jaz sem bil prvi slovenski poslanec, ki sem glasoval proti kmetijskim tem novim ukrepom. Prvi, to pomeni, da je nekdo bil drugi. In glede še proračuna sem rad povedal. Leta 1985 je bilo 75% evropskega proračuna namenjeno kmetijstvu. In potem je začelo iz mandata v mandat padati. In so rekli tako, ok, kmetijstvo vedno manj, pa so dali še razvoj narave zraven, ne, kulturne krajine in podobno. Tako da zdaj realno še manj kot 30% namenjene za ukrepe v kmetijstvu. Deloma to res, ker je evropsko kmetijstvo postalo izjemno konkurenčno, tudi svetovno merilo, je tudi zelo odprto, 40% uvoza, 40% izvoza, ampak istočasno zelo ranljivo. Svetovno merilo lahko cene, zlasti Indije in Kitajske, ker se srednji sloj prehranjuje dražje, boljše in tako naprej, močno vpliva tudi na cene hrane tudi v Evropi. Ne? In tega se moramo bati in kmetijska politika mora biti pomembna. V prvem mandatu, ko so še vodili kmetijsko politiko kmetje, dol pa des iz Nemčije, dol iz Francije pa tako dalje, ni bilo teh nihanj, ni bilo teh neumnih predlogov, ki so res prihajali s strani zelenih. In danes obstaja ena taka neformalna povezava med korporacijami, ki čakajo na proizvodnjo sintetičnega mesa, torej govejo rejo je treba stran. Čeprav smo leta 1962 na začetku skupne kmetijske politike imeli približno milijardo glav, tako kot danes. Ampak takrat je bila populacija bistveno manjša. Torej danes ni neke pretirano velikega števila govedi, ki bi ogrožali recimo naravo, ne? To sem hotel povedati. In danes je res, so pisali kmetijsko politiko, reform kmetijske politike tisti, ki so iz mesta, mestjani, ki nikoli niso bili na vasi, ne v hlevu, da bi malo začutili, kako je to biti kmet na podeželju. Tukaj Recimo končajmo, prosim, zato Timmermans. ker imamo eno posebno oddajo soočenje na temo zelenega prehoda in Ampak eno jaz sem bil posebej na neposredno izvan. kmetijstvo. Jaz tudi Sam zdaj. dve kratki misli. Res, kratki. gremo potem Prvo, na drugo glede težavo, Bogoviča ki ima Evropa v primerjavi z ostalimi celinami. močno prispeval k temu, da se je zavrnila uredba o transferaji pesticidov. Jaz razumem, vi ste zeleni in zeleni so zakuhali to, kar imamo sedaj v Evropi in zaradi česar kmetje protestirajo. Brez pesticidov bi bila Evropa lačna. In druga misel, še to bi povedal, morate se zavedati, da ima Evropa dva sozakonodajalca. En je Evropski parlament, tam ima en poslanec 1/705, po novem 720 glasu, drugi je pa Svet Evropske unije. In da ima Slovenija slabo kmetijsko politiko, je zaradi tega, ker smo imeli vedno šibke in slabe ministre v zadnjih nekaj desetletjih, ki se na tem, kjer se predstavniki vlad članice stajajo in lahko tudi predlagajo amandmaje in tudi zadeve blokirajo, niso zavzeli za Slovenijo. Tega se je treba zavedati. So Evropa izjeme. ima sozakonodajalca. Samo tole. A lahko Moč res- v Evropski uniji ima Ljudska stranka in Socialni demokrati s pomočjo liberalcev.
kakršnikoli so bili predlogi zelenih in niso bili sprijeti, to ni bilo uresničeno. Še enkrat, moče pri EPP-ju in pri socialnih demokratih. To stanje, ki ga imamo, je nastalo pod vašim vodstvom in temu se sploh ne da oporekati. In zdaj gremo na drugo temo. Zeleni ste bili gospod del Grošelj. proevropske koalicije, ste glasovali skupaj z nami, tako da zdaj se pred roke ni treba. Bodimo korektni, primerih zagotovo poglejmo, kako je kdo glasoval, ni nobenega problema, ne dajmo pavšalnih ocen. Vse je na spletni strani. Bodimo na dejstvih. Zdaj pa gremo na drugo temo. In poglejte, kako je kdo glasoval. In sicer druga težava Evrope so vlaganje v raziskave in razvoj. Dobra 2%, Slovenija je pod povprečjem, Amerika bistveno več, Kitajska še bistveno več. Hkrati sem ravnokar slišala en citat, da Amerika inovira, Kitajska kopira, Evropa pa regulira. Torej smo radi bolj papeški od papeža, preregulirani. Zdaj pa vprašanje glede na to, da smo pri delovni sili in migracijah, gospod za vas, Cigler Kralj, ali bi se dalo tudi za umetno inteligenco saj en del delovnih mest, seveda takih, kjer to pride poštev, nadomestiti in hkrati s tem dodatno nadzorovati prihode. Kitajska recimo pretirano nadzoruje svoje državljane tudi z novimi tehnologijami in umetno inteligenco, bi lahko tudi mi, pri nas traja ogromno časa, da tudi za delavca, ki ga želiš in si ga povabil, da dobiš recimo delovno dovoljenje. Predolgo, zato se že kakšni odločijo, da ne bodo. Bi se dalo tudi z novimi tehnologijami, z umetno inteligenco stvari pospešiti in pa hkrati nadomestiti določena delovna mesta. Dejansko ste mi prebrali misli prej, ko je bila debata o trgu dela in o demografiji in tako naprej. Sva že povezana. Mi smo že v programu za evropske volitve in naslednji 5-letni mandat povedali, da za Evropo in za Slovenijo seveda je edina rešitev najprej omejiti pretirano regulacijo na vseh področjih. Drugič, nekako razširiti te procese digitalizacije, avtomatizacije, robotizacije in uporabe umetne inteligence. Mi bomo lahko manko delovne sile na številnih področjih nadomestili z uvajanjem teh tehnologij in ponekod nekateri deli, recimo slovenske avtomobilske industrije, so se tega lotili že nekaj časa nazaj. Sam sem res vesel, da sem bil lahko del tega, ko smo nekako sklepali dogovore. Torej, osnovna ideja je, naj se država ali pa Evropska unija mednacionalno ali pa nadnacionalno in gospodarski sektorji dogovorijo, koliko se v prihodnjih 5, 10, 20 letih skupaj vloži v sektorje, ki potrebujejo dvig nivoja BDP-ja, da se iz teh, bi rekel, delovnih mest z nižjo dodano vrednostjo, kjer je veliko tega ročnega dela, kjer govorimo potem o minimalni plači in tako naprej, da se nivo teh delovnih mest, da se ta delovna mesta nadomestijo z roboti in avtomatizacijo in da se delovno silo doizobrazi. Imeli smo lani Evropsko leto skills, torej da se jih doizobrazi, strenira, dvigne nivo delovne sile in potem tudi produktivnost. In to seveda nujno, ne samo Slovenija, ampak celotna Evropska unija. Tu smo že zelo zadaj. Vsi, ki imamo izkušnje sodelovanja z ZDA, s Kitajsko, Indijo, vidimo, da smo tu veliko zamudili in če ne bomo zdaj ukrepali, bomo pa res pridelali tak zaostanek, razvojni zaostanek, da nam nič več ne bo pomagalo. Kajti, recimo, imamo veliko startupov, jih imamo tudi v Sloveniji, pa v Evropi, ampak vsi nam zbežijo potem drugam, v Ameriko, po kapital. Mi moramo te ljudi tu zadržati, deregulirati ta področja, dvigniti BDP, dodano vrednost, avtomatizirati, robotizirati, preprosta delovna mesta z nizko dodano vrednostjo in potem delovno silo preusmeriti v tiste delovna mesta z višjo dodano vrednostjo. Samo nekaj rekel. Ravno za vas, glede na to, da ste sedeli v parlamentu, zakaj toliko regulacije? Poglejte, to je zdaj še en mit. ZDA, Ni. bom povedal, imate poročilo Enrika Lete, pa poglejte, kaj noter piše. Težava je zdaj prva, inovira, zato ker uvaža tehnologije, uvaža jih zelo veliko iz Evrope. Evropa ima izredno dober znanstveno-raziskovalni sektor, smo pa izredno slabi v prenosu tehnologij. In Leta je lepo povedal, kaj je težava. Notranji trg na področju blaga deluje, na področju storitev deluje deloma in to vemo zakaj.
ker pač imamo notranje omejitve, ki jih države članice še vedno ohranjajo, notranji trg kapitala ne deluje. In ključni razlog, zakaj naši startupi bežijo, zakaj mi nimamo tehnoloških podjetij, je zelo preprosto. V ZDA ima se 330 milijonski trg, ki je enoten, ki deluje po enotnih pravilih na celotnem območju, razen nekih izjem, kot je Delaware, ki je recimo finančna oaza. Pa pustimo to. To ni tako pomembno. To je to ZDA, Evropa je pa še vedno 27. 27 trgov je to. Na področju kapitala, na področju storitev in večina teh podjetij, ki so novi startupi, so storitvena podjetja, razvijajo različne aplikacije in če bi mi okrepili ta notranji trg, bi ta podjetja z večjo verjetnostjo ustajala v Evropi, razbil bi se kapitalski trg, seveda to pa pomeni, da seveda na nekih točkah, to pomeni zmanjšanje teh, bom rekel, zgodbic, ki jih imamo v posameznih državah članicah. In to je politična odločitev. Če se mi odločimo, da gremo v to recimo, veste, ki se to najbolj banalno kaže. Pri patentih. V ZDA je patent stane tam nekje okoli $100, recimo za vložitev in dobiti začetno, ko vložite pač patentno prijavo, imate določeno stopnjo varstva. V Evropi imamo enotni patent zdaj, kar nekaj velja samo v delu držav. Imamo evropski patent, ki ga treba potem v 27 državah plus v državah patentne konvencije uveljavljati in to lahko znese na letni ravni tam 40-50 tisoč evrov, potem ko ti to vložiš in vzdržuješ. Če imamo enotni trg, pomeni tudi enotni patent. Veste, in tukaj pa države niso tako zelo zainteresirane, da bi to naredile. In to lep primer je recimo razvoj blagovnih znamk. Blagovne znamke, odkar imamo enoten mehanizem v Evropskem uradu za intelektualno lastnino, zadeva funkcionira in Evropejci prijavljajo evropske blagovne znamke, evropske modele. Patentov pa ne, ker je pač to enostavno predrago. Veste, to so take zelo majhne zadeve in če gledate kitajski uspeh, ki pravimo kopirajo, dajmo pustiti to. Kitajci ne kopirajo. Kitajci zdaj zelo veliko razvijajo, imajo ogromno novih tehnologij. Ampak zanimivo, ko so začeli leta 1979 svoj dolgi pohod, kaj je bil prvi ukrep? Razvoj patentnega sistema. In isto so naredili Američani v 19. stoletju. Gospa Oreha, kako evropske voditelje in evroposlance prepričati, da ne bo vsak brcal v svojo smer, ampak se bodo poenotili in bomo Evropa kot celina, torej konkurirali Ameriki, Indiji, Kitajski, Indoneziji v končni fazi, ki bo med prvih 5 gospodarstv na svetu, in ne vsak vleč v svojo smer, ker seveda v složnosti je tudi moč. Je očitno težko, kako vas poslušam. Sem pa ekonomist po profesiji, pa bom rekla takole, kako prepričati, kaj se bolj splača številkam. Se pravi, da narediš primerjava, kaj imamo zdaj, kaj to pomeni za skupno evropsko politiko, kaj to pomeni za BDP Evropske unije in podobno, pa projekcijo novega stanja. Ne? S tem pa jaz se strinjam, da se Evropa na določenih zadevah mora poenotiti, recimo, ko sem poslušala zunanja politika, potem zunanje meje, azilna politika, to se je že okej. So pa stvari, ki se pa ne more poenotiti, zato ker je vsaka država specifična. Tukaj sem imela v mislih kmetijstvo. Mi ne moramo imeti kmetijsko politiko takšno, kot je pisano recimo na roko Nizozemcem. Naši kmetje so drugačni, drugače funkcionirajo in to so pa take mehni segmenti, ki pa se pa morali prilagoditi posamezni specifiki, ni nujno liho države, ampak regije. Gospod Stevanovič, glede na to, da vi zagovarjate malo bolj centraliziran način odločanja v smislu Slovenije, zdaj smo ravno slišali, če vsaka država dela po svoje, si konkurira, torej imamo na svetu več kot 200 držav, torej nimamo samo te velike, ampak so nam potem nenadoma vsi konkurenti v vsem. Ste prepričani, da je ta vaš model recimo na teh področjih, ki smo zdaj slišali, vse najboljši? Absolutno sem prepričan in ga lahko vedno zagovarjam. Primerjati Ameriko, Združene države Amerike z Evropsko unijo ne vzdrži. Amerika ima lastno nacionalno identiteto skupno. Ne glede na to, odkot ljudje prihajajo, tam se ljudje identificirajo s to nacionalno identiteto in prevzamejo te kulturne in nacionalne razlike. Medtem ko v Evropski uniji
ne bo to nikdar doseženo. Evropejec biti pomeni samo prebivalec kontinenta, seveda si pa ob tem Nemec, Francoz, Španec, se pravi lahko, ne vem, Slovenec, kdorkoli, ampak svojo lastno nacionalno identiteto, in to je popolnoma prav, da si ponosen na svojo identiteto in da jo ohranjaš in da jo braniš. Ker ta kolektivizem, ki ga omenja gospod, to nikdar ne pomeni zbirka vseh individualnih zavesti, ampak pomeni eno zavest usiljeno vsem ostalim. In zato smo mi žrtev tega sistema, ker se bodo namesto nas odločali vedno nekateri tretji, ki nimajo ne take nacionalne identitete, ne takega geostrateškega položaja, ne takih kulturnih lastnosti. In zato mi trpimo. Nas vodi nekdo, neizvoljen, v tem momentu von der Leyenova, mi se posmehujemo Putinu, ki je zmagal na volitvah, sami nas pa vodi človek, ki ni izvoljen. Tega se moramo zavedati. Ne? In on nam kroji usodo, nam, ki smo popolnoma drugačni od teh ljudi. Ne? In ko bomo enkrat vedeli, da mi lahko kot Slovenija napredujemo v okviru ekonomske skupnosti in pa Evropske unije na ta način, da mi prosperiramo in da prosperira vsaka država zase v skladu s svojimi zmožnostmi, takrat bomo na ta pravi poti. Glejte, jaz vam direktno povem za en konkreten primer. Energente smo prej omenjali. Mi imamo ceno energenta sestavljeno iz neke neto cene energenta, zraven imamo dodane neke brezvezne davke od zelene agende, pa imamo pa zraven trošarino in vse skupaj imamo obrestovano z 22% davka. Se pravi, davek na trošarino, davek na davek, to je rob, to je nezakonito. In jaz napišem dopis predsedniku vlade in pa ministru za finance in jih na to upozorim. In oni rečejo, ja, prav imate, ampak to od nas zahteva Evropska unija. Se pravi, samo zaključim misel, lepo prosim. A se vi zavedate, ne? Se pravi, oni nam usilijo neko nezakonito ravnanje, mi ga prosto sprejmemo in nihče se s tem ne ukvarja. In to, kar smo prej omenili, ne, zakaj nam bežijo ljudje ven oziroma zakaj delavec iz Bosne pride sem pa gre raje v Avstrijo delati. Ni zaradi prispevkov pa davkov, ker on o temu nič ne ve, ampak zaradi prispevkov pa davkov, ker je toliko neugodno davčno okolje, da nam lastna podjetja dobra bežijo, da nimamo tujih zdravih neposrednih investicij in s tem nimamo dobrih delovnih mest, kot jih imajo v tujini. To so tiste stvari, katere mi moramo razvijati, razvijamo je lahko samo samostojno politiko odločanja o davkih, o migrantih, o delovni sili in podobno. Zdaj pa za konec, za vse isto vprašanje, pa prosim kratek odgovor. Torej, kaj bi morala Slovenija narediti, da bi bila država, za katero bi veljalo, da je konkurenčna ne samo znotraj Evrope, temveč tudi v svetovnem merilu, za delavce, torej tako za Slovence, ki delajo tukaj in zato ne grejo ven, Slovence, ki so v tujini in bi morda želeli priti nazaj, in pa seveda tudi za tujce take, ki jih želimo in potrebujemo, da bi namesto, ne vem, Nemčije, Švice ali Amerike vendarle se odločili, da pridejo delati v Slovenijo. Ter je tisti najbolj nujen ukrep, ki ga moramo narediti? Prvo je narediti vse, da zvišamo produktivnost. Mi še vedno stavimo na storilnost pa delavnost, kar ne prinese dodane vrednosti. Inovacije, produktivnost in iskanje res pravih talentov po celem svetu in vlagati v nove tehnologije. Ta spoj bi Slovenijo zelo hitro, prav zato smo tudi ustvarjalni in pridni, dvignil na precej višjo raven ekonomsko. Gospod Grošelj? Jaz mislim, da bi mogli povečati na eni strani povezano znotraj Evropske unije in Evropskega enotnega trga in pa odpreti naš poslovni prostor oziroma našo družbo nasploh. Tudi, bom rekel, znanstveno-raziskovalno področje. Mislim, da tukaj, če bi še bolj odprli zadeve, bi bil večji pretok idej in če bi upoštevali sta 3 merila, se pravi prost pretok ljudi, blaga, storitev in idej, oziroma 4, je to tisto, kar bo Sloveniji največ pridobila in tudi Slovenija v zadnjih 20 letih ravno na podlagi tega ogromno dobila. Mi izvozimo bistveno več in iz tega pravzaprav naše blagostanje je odvisno tega izvoza na evropske trge. Torej, mislim, da je recept znan, tukaj pa je potem vprašanje politične volje, ali bomo to naredili ali ne. Jaz bi k temu še dodala Debirokratizacija. Ja. Gospod Stevanovič? Odgovor je jasen, se pravi ustvarjanje ugodnega davčnega okolja, s tem spodbujanje tujih neposrednih investicij, razvijanje pa spodbujanje lastnega gospodarstva, kleni gospodarski patriotizem, ohranjanje lastnega gospodarstva pred tujimi velikimi korporacijami in pa pred birokracijo iz Bruslja, ki postaja popolnoma utopična. Druga stvar pa tukaj ni
da nam bežijo možgani pa mladina izključno zaradi tega, ker je tukaj neugodno davčno okolje, ampak tudi zaradi tega, ker ne morejo reševati osnovnih problemov življenjskih, kot je reševanje prvega stanovanjskega problema za mlade družine. Tukaj je pač potreben nek državni intervencionizem, ta prav ne tako, kot nam ga je do zdaj obljubljala Levica, ampak dejstvo je, da je predvsem v zadnjem času, temu COVID času zaslužkarjev, prišlo do neke bogate elite, ki je podrla stanovanjski trg s tem, da je vlagala svoj denar investicijsko v trg nepremičnin. To je povzročilo, da je povpraševanje krepko preseglo ponudbo in zdaj so take cene, da mlada družina lahko samo še sanja o tem, da bo rešila prvi stanovanjski problem. In to so eni od razlogov, zakaj ljudje bežijo. In zato mislimo, da je tukaj potrebna neka zdravorazumska, zdrava kmečka pamet, predvsem pa zdravorazumska politika, ki bo znala prisluhniti ljudem, predvsem tistim, ki do zdaj niso bili slišani, teh je pa več kot 70% v Sloveniji. Gospod Gregorčič, torej kaj narediti, da boste zlahka dobili raziskovalce? Visoko kvalificirana delovna sila pride v okolje, ki izpolnjuje 3 pogoje. Dober dohodek, možnost kariernega razvoja in predvidljivo okolje. In na vseh 3 ima Slovenija težave. Se pravi, dober dohodek bi lahko dosežili, kar sem že rekel, z socialno kapico in nižjimi davki in tukaj se z gospodom Grošem ne strinjam, da to pomeni manj prihodkov v državni proračun. Namreč, če naredimo 2 limiti kot fizika, če imamo 0% davek, v proračun ne bo nič davka, če bomo imeli pa 100% davek, pa v proračunu prav tako ne bo nič davka, ker nihče ne bo dal vse delov, zato bo dal dohodek v državi. Torej nekje obstaja optimum in ta optimum je po mojem mnenju bistveno nižji, kot ga imamo v Sloveniji. Druga zadeva je karierni razvoj. Za karierni razvoj rabite visokotehnološka podjetja, ker usposobljeni kadri gledajo, kaj bom jaz tam zase dobil, da bom postal tudi jaz konkurenčen. In tukaj mi zaostajamo z vlaganji v raziskave in razvoj. To moramo bistvo povečati v Sloveniji, tudi na ravni Evropske unije. Če pogledate grafe Svetovne banke, boste videli, da mi prepuščamo inovacije Japonski in ZDA, zato ker vlagata več v raziskave in razvoj kot Evropa, ki vlaga, kot ste rekli, približno 2% in to ne raste. Zdaj se pa še Kitajska prehitela. In to je čisto sorazmerno. Država ima namreč zgolj en mehanizem in to je finančni mehanizem. In tretja zadeva je pa predvidljivo okolje. Poglejte, pri nas tudi podjetniki vsi veste in vemo, da se enkrat zakonodaja spreminja tako, drugič drugače, ti prineseš neko investicijo in jutri te pokopljajo za neko spremembo zakonodaje. To moramo stabilizirati. Mi moramo imeti predvidljivo davčno in politično okolje in tega Slovenija nima. In dokler teh 3 zadev, se pravi predvidljivo okolje, više plače in možnost kariernega razvoja ne bomo popravili, do takrat pač mi tuje visoko kvalificirane delovne sile ne bomo dobili v Slovenijo v zadostnih količinah. Gospod Zver, bruselsko-slovenski pogled? Ja, jaz bi rekel generalno tako, je treba gospodarstvo dati več kisika ali pa mu omogočiti, da lažje diha, to pomeni davčna razbremenitev. Potem pa seveda temeljita reforma celotnega izobraževalnega sistema. Mi veliko vlagamo v predšolsko vzgojo, pa osnovnošolsko, pa srednješolsko, tako pa gremo višje, pa zelo zaostajamo primerljivo z svetom in seveda najbolj kvalitetnih kadrov Slovenija ne proizvaja doma in to je narobe. Skratka, sistem financiranja mogli drastično spremeniti, ampak ne gre samo za višina vlaganja v znanost in pa izobraževanje, gre tudi za učinkovitost uporabe teh sredstev. Evropa veliko vlaga v določena področja, pa je neučinkovita primerjavi z ZDA in recimo obramba in podobno. Tretja točka pa smo zdaj že na tisti ravni razvoja, ko bi morali iskati človeške vire zunaj. Jaz sem pred več kot 20 leti na Univerzi v Mariboru bil del enega projekta, kjer smo nabirali odlične kadre v Indiji in pa na Kitajskem, jih pripeljali tudi v Maribor, jih 1 leto usposabljali in potem so nas obtožili, ljubosumni tisti iz Ljubljane, da smo švercali Kitajce po domače rečeno in je zgodba padla. Ampak ta princip, dobivati najboljše kadre po svetu, jih pripeljati v Slovenijo, jih izobraziti, in po možnosti ohraniti tukaj, da bi dodali dodano vrednost slovenskemu gospodarstvu. Jaz mislim, da je ena pomembnih formul za prihodnost Slovenije. Še gospod Cigler Kralj? Včasih je najbolj nehvaležno biti ta zadnji, ampak kakorkoli. Upal si bom izreči, da potrebuje Slovenija več profesionalnih, zmernih, ampak operativnih politikov, tudi Evropa, ki bodo zagotovili najprej stabilno upravljanje države.
Mi smo veliko v stiku z gospodarstveniki, veliko s kmeti, z ostalimi, z javnim sektorjem in tako naprej. In vsi pravijo, da primanjkuje tega zmernega, konstruktivnega, zdravorazumskega, ampak operativnega pogleda in povezanosti med vsemi nivoji države. In to je prvo, kar potrebuje Slovenija za to, da se umirimo, da se nehamo ukvarjati z nekimi čustvenimi in drugimi, lahko rečemo, bombicami, ki se mečajo tukaj. Zato vidimo tudi v predlaganih referendumih, ki bodo zasenčili ali pa je nevarno, da zasenčijo kampanjo pred evropskimi volitvami. To je prvo. Drugo, seveda, niže oziroma bolj pametne davke, prispevke, ker to pravzaprav smo kot v zadnji vladi celo sprejeli, pa je naslednja vlada takoj črtala, deregulacijo in pa več zdrave kmečke pameti, pristopa. Ni treba odkrivati tople vode, ampak hkrati pa lahko na lastnih izkušnjah vidimo, da recimo pri nekaterih zadevah, kot je energetska samozadostnost, je ključno, da si zagotovimo svoje stabilne vire, varna hrana in podobno. Mislim, da imamo veliko potencialov, ampak zmerna, konstruktivna politika, ki upravlja to državo, bi znala te potenciale tudi izkoristiti. Hvala vsem za ta pogled. Naj samo dodam, da je Slovenija v vrhu po številu doktorjev na število prebivalcev, kar pomeni, da smo zelo visoko izobraženi. Je pa verjetno res, da nam kar nekaj teh zelo dobrih pobegne v tujino, ne samo v Evropo, ampak tudi kam čez lužo. Tako da hvala lepa vsem za vaša mnenja. Vidim, da določene teme še posebej razburjajo, tako da dobro, da bomo temu posvetili posebno soočenje. Torej, kot rečeno, za danes konec tega soočenja na temo delovne sile, migracij, trga dela. Prihodnji teden bo z vami Gregor Trebušak, nove teme, očitno zelo vroče. Vi pa vabljeni k ogledu, poslušanju in pa srečno do naslednjič.